Ob jubilejnih obletnicah običajno pogledamo na prehojeno pot, ki jo prav tako običajno zaznamujejo vzponi in padci. Tokrat ni tako. Prvič zato, ker naš TV pozna le vzpone po številu izvajalcev prireditev, raznolikosti vsebin. Drugič zato, ker so se družbene in politične okoliščine v Evropi spremenile, kar zahteva okrepljeno vlogo TV-ja od snovalcev na ACS, pa da temeljno poslanstvo, ki so ga opredelili pred 30 leti, ubranijo in ponovno postavijo v ospredje. Moj pogled na odlike našega TV-ja lahko strnem v 4 točke. Vključuje izobraževanje mladine in odraslih, umeščanje v nacionalni program izobraževanja odraslih, podprt s teoretskimi in strokovnimi prireditvami na nacionalni in lokalnih ravneh. Njegovo poslanstvo vključuje obe dimenziji vseživljenjskosti učenja, časovno, vse življenje, in vsebinsko, učenje zato, da lahko opravljamo svoj zunanji in svoj notranji poklic, da osebnostno rastemo in smo prežeti s čutom odgovornosti za življenje v skupnosti. Odlika našega TV-ja je prav v tem, da raznoliki izvajalci pripravljajo prireditve, ki pokrivajo vse vsebinske dimenzije vseživljenjskosti učenja. Po letu 2000 je sprejela vrsto strateških dokumentov, ki vključujejo obe dimenziji učenja. Po letu 2005 pa so evropske smernice partnerstva za večjo ekonomsko rast in zaposlovanje prinesle velik korak nazaj tudi v izobraževalni politiki. Zoženje vsebinske dimenzije vseživljenjskosti učenja na izobraževanje in usposabljanje za delo ter visokošolsko izobraževanje. To velja še danes. Kaj to pomeni za naš TVU? Pri uveljavljanju poslanstva je pomenila evropska usmeritev na obe dimenziji učenja veliko podporo pri zmanjševanju stereotipov, ki so še vedno trdno zasidrani v izobraževalni politiki. Prednostno obravnavanje formalnega šolskega izobraževanja in neravnovesje med izobraževanjem in učenjem za razvoj poklicnih kompetenc ter učenjem za osebno rast in za sožitje v skupnosti. Vsem soustvarjalcem TVU-ja želim, da jim bo, kljub trenutnim trendom v politiki, uspelo ohranjati promocijo učenja za osebnostno rast in odgovorno bivanje v skupnosti. In še eno, morda ključno sporočilo snovalcem na Andragoškem centru. Pred 30 leti so se vaši predhodniki, nekateri so še med vami, res da zgledovali po britanskem tednu učenja odraslih, a so mu dali povsem drugo podobo in širše poslanstvo, z lastnim znanjem in navdušenostjo. Zato tudi danes ravnajte podobno. Okrepite vlogo TVU-ja z lastnim razvojnim znanjem, dobrim poznavanjem prakse in vizijo razvoja učenja in izobraževanja odraslih, osmislite preštevilne evropske usmeritve z vsebinami, s katerimi se boste skupaj s TVU izvajalci na terenu dotaknili mladih, odraslih in najstarejših, saj je prav njim namenjen praznik učenja.